Na Mlinem se na predvečer Marijinega vnebovzetja že 17 let odvija predšmarni večer. Prireditev sem v bistvu štartala ob tisočletnici z namenom, da nam ostane po tisočletnici še ena zadeva za vnaprej. In smo rekli, nekako domačini bodo že prišli, pa se bodo odzvali, ampak tukaj pa vidim, da prihajajo ljudje od vse povsod, tudi iz drugih krajev pridejo, še celo iz Ljubljane. Smo veseli, enostavno je en tak, tak domoznanski, domorodski trenutek, vse skupaj iz tega nastal. Ste mogoče z dogodkom želeli kaj posebnega doseči, naprimer povezati ljudi, jih spomniti mogoče na 15. avgust, na Marijino vnebovzetje? 15. avgust je bil na Mlinem pred drugo vojno in pred prvo vojno največji vaški praznik, ki se je potem po koncu druge vojne ukinil, ker je bilo pač preveč versko obarvano vse skupaj. Po pripovedovanju vaščanov, stare mame, ki je tukaj živela, jaz sem tukaj preživela 30 let na Mlinem, sem pa doumela in razumela, da je bil to za vas nekako en pomemben dogodek in sem ob tisočletnici razmišljala, da bi to na en malo višjem nivoju obudili z literaturo, z poezijo, s teksti, ki ljudi spomnijo, kdo smo Slovenci, kaj vse imamo pokazati, koliko bogatstva imamo in da moramo to nekako čuvati. Z druge strani je pa še en vidik ob tej prireditvi, namreč mi bi se lahko preselili nekam v vas ali pa na en miren travnik, ampak ker smo ob cesti, je stvar tako očitna in jasna, klic za južno obvoznico. To je pa drugi vidik te prireditve. In seveda ne obvoznica skozi vas, ampak okrog vasi za kozarco. Na prireditvi se predstavijo pesniki in avtorji s svojimi deli. Besedila in pesmi gospa Kovač izbira zelo natančno. Skozi celo leto zasledujem novo izdaje, prebiram staro literaturo, iščem po arhivih v bistvu stvari, ki so nekako časovno že malo odrinjene ali pa ne več tako aktualne, ampak če najdem stvari, ki se me dotaknejo čisto osebno, se pa odločim in to tudi predstavimo. Ena od sodelujočih avtoric na letošnjem predšmarnem večeru je bila tudi domačinka Januša Dežman. Kako to, da letos sodelujete na predšmarnem večeru? Ja, letos sem prvič, povabila me je pa gospa Ana Marija Kovač, sem rekla z veseljem. Zanimivo je pa to, da preko 3000 pesmi od 15. mojega leta jih pišem, vse te pesmi, mislim, da ene nimam o Bledu. Potem sem se pa vrgla na delo in napisala hvalnico Bledu, ki jo bo danes eno dekle povedalo. Ker kaj je lepše kot ta podoba raja? Točno tako. Iz kje pa mogoče črpate navdih za svoje pesmi? Kaj vas navdušuje v bistvu pri pisanju poezije? Ja, navdušujejo me moje 3 zlate vnuki, pa potem seveda narava, ljubezen do življenja, do ljudi, kljub temu, da kakšno grenko slišim, pa vse to me utrjuje, veselim se življenja in črpam na vsakem koraku. Obiskovalci so nad dogodkom navdušeni in se ga udeležujejo že več let. Mi dve skoraj vsako leto prideva, če je le vreme, da se dogaja tukaj. In sva zelo fajn, da se to dogaja na Mlinu. Kakšni so pa vajini vtisi, mogoče pričakovanja za letošnji literarni večer? Ja, upava, da bo spet tako zanimiv, kot je vsako leto. Meni je to fascinantno, ker predstavljajo oziroma berejo domačinja, z Mlinga in odlomke, ki jih pač napišejo tekom življenja. Poznali so tudi gospoda Žirovca, ki je žal že pokojnik, je zelo lepo on to svoje spomine in vtise prebiral iz svoje zakladnice, ki jih je pač skozi življenje pisal, in to nam je zelo všeč, da slišiš te stvari domače iz tega kraja. Predšmarni večer na Mlinem tako ostaja prijetno druženje ob dobri literaturi tako za vaščane kot tudi za obiskovalce iz drugod.